projektu Šambala sta me pozvala Matej Perih in Rok Gršič. Z Rokom Gršičem sem že prej sodelovala v skupini Skat, to so naša mlada leta, rokerska, nadobudna. Pravzaprav preko mojega najboljšega prijatelja, to je Peter Penko. In me veseli, da smo nekako niti obdržali glasbene sploh in tudi sodelovanje s producentom Penkotom me zelo razveselilo, ker je en fajn človek, ki ni bil prava oseba za ta projekt. Kontaktiral me je Rok Gršič, ki sem poznala že mnogo let, ki sem se produciral skupino Skat, ki je on gitarista. Čist spontano v bistvu s Petrom Penkom že dolgo časa sodelujem in Matej je takrat, mislim, da si tudi njega izbral, da bo glavni zvokovni vodja tega projekta. S Perotom sem že prej sodelovala, ta projekt mi bil pa nov izziv, zato ker nekaj drugačne glasbene razsežnosti. Sovpadalo in je bilo idealno, in kar se tiče časa in projekta in občutka, tako da smo se kar hitro zmenili. I had a good opportunity to perform with them on a live show with Shambala band in the last trip. So it was really good. And then we came with an idea of doing a singing session. Z velikim veseljem stopim zraven in odpojem in dodam svoj košček mozaika k tej lepi zgodbi. Končni produkt absolutno fascinira nam. Zelo sem navdušena, ne samo jaz, tudi vsi, ki so z mano v avtu. CD se mi zdi odličen, predvsem zaradi tega, ker je to simbioza med indijskim in evropskim svetom. Zanimiva stvar, glede na to, da slovenski izvajalci pojejo nekaj, kar je bolj vzhodnjaškega. Odpira neka nova vrata nazaj k sebi. Všeč mi je pa to, da ima vsaka skladba ima neko svojo zgodbo, svojo barvo. According to me, mantras is the source of life. Všeč mi je bilo to, da je snemanje potekalo v zelo sproščenem in spontanem vzdušju, nestresno, zelo na neki lepi prijateljski ravni. To tudi ostalo še za naprej. Predvsem to, da prideš nepripravljen in da je to na nek način poanta vsega tega. Se pravi, da ne razmišljaš preveč o tem, ker so mantre, ampak da te tisti prvi vtis odnese, kamor te pač odnese. Zelo mi je všeč tale ideja, da se preplete nek svet spiritualizma oziroma nekega miru, nekega klicanja po zenu, ustvarjanja zena v našem telesu in potem do tega razbijanja divjaškega rock'n'rolla. In zdaj so vse to te kontradiktorne sile v bistvu ste se združile, ker v bistvu ste že tako združene. In zgodila se je v bistvu prav tista brezčasnost, ki jo taki projekti tudi rabijo. Predvsem še en nov svet, ki si mi odkril, še eno novo razumevanje nečesa, ena obrazložitev nečesa, kar sem pač slutila prej, da obstaja, da je in mogoče ena dimenzija, ki si mi odprla in je zdaj postala nek del mojega življenja in sem v bistvu vesela za to izkušnjo. Tukaj je skoraj tak občutek, kada bi, ne vem, kada se že vsi nekako poznamo, kada je ena taka družina se ustvarila in da je vsak v bistvu samo povedal eno svojo zgodbo. Čau. V imenu skupine Šambala bi se rad vsem vam, prijateljem, podpornikom in sodelujočim pri projektu CD Šambala najlepše zahvalil. Skupaj nam je uspelo združiti dva popolnoma drugačna, na videz nepovezana svetova. Starodavni svet manter s pop rockom. Hvala vam in namaste.